Ko slišimo besedo gliva, kaj nam najprej pade na pamet? Verjetno gobe v gozdu, kaj ne? Ampak veste kaj? To je samo en droben, res droben delček ogromnega, skoraj popolnoma nevidnega kraljestva, ki tiho, a vztrajno oblikuje naš svet. Potopimo se vanj in odkrimo nekaj njegovih najbolj osupljivih skrivnosti. Da bi res razumeli, kako pomemben je ta skriti svet, si poglejmo eno zgodbo. Predstavljamo si živahen gozd, kjer se bitja nenehno prepirajo o tem, kdo je najpomembnejši. V tem našem gozdu so bila drevesa, recimo, precej prepričana sama vase. Mislila so, da so glavna, ker, saj veste, samo ustvarjajo hrano. Vse, kar je živelo v tleh, to je zanje bilo nepomembno. In točno tu se začne zapletati naša zgodba. In veste, kaj se zgodi, ko nekoga nenehno podcenjuješ? No, tem talnim prebivalcem je bilo dovolj. Po vseh teh letih, ko so jih preslišali, so si rekli, dovolj je. In so preprosto odšli, da bi poiskali kraj, kjer jih bodo bolj cenili. In posledice? Te so bila pa hitre in res uničujoče. Breza se je spomnila, kako so ji lani tisti brezovi gobani, njeni zvesti podzemni partnerji, pomagali preživeti sušo. Zdaj pa nič. Bila je bleda, žejna, tla pa polna listja, ki kar ni in ni zgnilo. Celoten gozdni ekosistem je začel razpadati. Kdo so bili torej ti skrivnostni prebivalci, ki so tako manjkali? Seveda, glive. In s tem pridemo do njihove prve super pomembne vloge. Vloge glavnih razkrojevalcev v naravi. Predstavljate si jih kot ultimativno ekipo za čiščenje planeta. Znanstveno se temu reče saprofit. Sliši se komplicirano, ampak ideja je preprosta. Te glive so kot male tovarne enzimov, s katerimi razkrajajo vse mogoče, od odpadlega listja do mrtvih živali. In s tem vračajo ključna hranila nazaj v zemljo. Brez njih, dobesedno bi se utopili v organskih odpadkih. Ampak zdaj pa pride najbolj zanimiv del. Goba, ki jo vidimo in naberemo, to je v resnici samo vrh ledene gore. To je samo plodišče. Glavni del, pravo telo glive, je pod zemljo. Imenuje se miceli. In to ni kar nekaj, to je ogromna, ampak res ogromna mreža drobnih nitk, ki se razpreda kilometre daleč. Glive pa niso samo neki samotarski čistilci. So tudi pravi mojstri sodelovanja. Sklepajo partnerstva, ki so, ključna za življenje na zemlji. Poglejmo si, kako to deluje. Osredotočili se bomo na dve res izjemni partnerstvi. Prvo se dogaja globoko pod zemljo, med glivami in drevesi. Drugo pa je tako neverjetno, da ustvari popolnoma nov organizem iz dveh različnih kraljevstev življenja. Mikoriza. Morda zveni tuje, ampak to je osnova zdravega gozda. Miceli glive deluje kot podaljšek korenin. Seže tja, kamor korenine same ne morejo. In drevesu prinaša vodo in minerale. V zameno drevo s fotosintezo ustvarja sladkorje. In to je hrana za glivo. Točno to partnerstvo je manjkalo drevesom v naši zgodbi. Lišaj pa je še bolj čuden. Pravzaprav sploh ni eno bitje. To je kompozitni organizem. Imamo glivo in algo, ki živita tako tesno skupaj, da delujeta kot eno. Gliva poskrbi za hišo, če hočete, alga pa je kuharica, ki ustvarja hrano za oba. In zaradi te neverjetne ekipe lahko preživijo praktično povsod, od arktične tundre do golih vročih skal. In niso vsi lišaji enaki, daleč od tega. Imamo te ploščate, skorjaste, ki so se res tvrdno oprili podlage. Ti so pravi borci, zelo odporni. Potem pa so tu še grmičasti. Ti so bolj izpostavljeni zraku in s tem tudi vsem onesnaževalcem, zato so tudi veliko bolj občutljivi. Ampak svet gliv ima tudi svojo temno plat. Do sedaj smo govorili o čistilcih in partnerjih. Zdaj pa je čas, da spoznamo plenilce. Poglejmo si, kako nekatere glive preživijo na precej bolj dramatičen, celo shrljiv način. Vsi poznamo parazitske glive. Živijo na račun drugih. To je tista plesen na vlažni steni, rja, ki uničuje pridelek na polju, ali pa glivične okužbe, ki nas mučijo. Ampak nekatere so to igro dvignile na povsem novo raven. Entomopatogene glive. Kakšna beseda. Ampak če jo razdelimo, postane jasno. Entomon po grško pomeni žuželka, patos pa trpljenje. To so torej specialistke za povzročanje trpljenja žuželkam. In njihov življenjski cikel je kot iz najbolj nore znanstvene fantastike. Najbolj znan primer je tako imenovana mravlja zombi. Spora glive pade na mravljo, prodre v njeno telo in
Prevzame nadzor nad njenim živčnim sistemom, popoln nadzor. Mravlja postane lutka. Gliva jo prisili, da zapusti mravljišče, spleza na točno določeno višino in se s čeljustmi zasidra v list. Smrtni prijem. To je idealen položaj, da gliva iz mrtvega telesa požene plodišče in raztrese spore na nič hudega sluteče mravlje spodaj. To je hkrati shrhljivo in genialno. Dobro, po tem potovanju skozi gozdna tla in v grozljiv svet žuževčih zombijev se vrnimo k nam. Kako vse to vpliva na naše življenja? Boste videli, bolj kot si morda mislimo. Torej, glive so prijatelj ali sovražnik? No, kot bomo videli, odgovor ni tako enostaven. Pravzaprav so oboje hkrati. Ta njihova dvojna narava je očitna vsak dan. Pomislimo, brez kvasovk, ki so enocelične glive, ne bi imeli puhastega kruha ali piva. Po drugi strani pa se vsi borimo proti tisti nadležni plesni v domu ali pa se zdravimo zaradi glivičnih okužb. Oboje so glive. In spet smo pri lišajih. Spomnite se, kako smo rekli, da so različno občutljivi? No, ravno zato so postali neprecenljivo orodje. S preprostim opazovanjem, katere vrste lišajev rastejo na nekem območju, lahko znanstveniki in celo šolari presenetljivo natančno ocenijo, kako čist je zrak. So živi senzori. Torej, ko potegnemo črto, kaj smo ugotovili? Da so glive resnično povsod in da počnejo praktično vse. So razkrojevalci, ki čistijo planet. So partnerji, ki gradijo cele ekosisteme. So plenilci, ki uravnavajo populacije. So oskrbovalci, ki nam dajejo hrano in pijačo. In so celo indikatorji, ki nas opozarjajo na stanje našega okolja. Ko boste naslednjič v gozdu videli gobo, se za trenutek ustavite. Spomnite se, da je tole majhen namig o ogromnem, zapletenem in neverjetno vplivnem kraljestvu, ki deluje tik pod našimi nogami. In postavlja se vprašanje, so glive res samo tihi prebivalci ali so morda nevidni vladarji našega planeta?